Prvič v tem studiu pozdravljamo novinarja, urednika, večkrat nagrajenega novinarja, urednika, pisatelja, tudi kar razvpito ime. Ja. Nekateri ga imenujejo tudi Golobov človek za posebne medijske operacije. Primož Cirman iz portala necenzurirano.si. Dobro jutro. Hvala za vabilo in tako lepo vod. Res, da pravijo, da se za dobrimi konji praši, ampak je pa ogromno enih stvari, ki jih pa človek v tvoji poziciji in v tvojem delu mora pretrpeti in doživeti v bistvu. Zdaj, tako pravijo, če si kuhar in če ti je vroče v kuhinji, pač ne moreš biti kuhar, ne? In tako pač pride zraven. Ne? In kako se v bistvu, to je recimo eno tako vprašanje, ker teme, ki jih obravnavaš vse skozi so, bomo rekli tako, kaj bi bila prava beseda, Igor? Ja, vroče, ne? Vroče je taka kar konstantna beseda. Kot so reforma, ogromno enih reform, ki si jih je Golobova vlada, čeprav po mojem mnenju kar neizkušena, mislim, sploh stranka Svoboda je bila novinka takrat na politični sceni, si je zadala kar en taki veliki paket, ki naj bi ga v 4 letih speljala, pa zaenkrat ne kaže tak najboljše, ne. Zdaj, da začnem pri sebi, bom rekel, ne. Ja. Teme so vroče, no, ampak vse to je smisel novinarstva, ne? Da nekako probaš odkrivati stvari in pisati o stvareh, ki ljudje ne samo zanimajo, ampak je pomembno, da jih vejo. Ljudje morajo vedeti, kam gre njihov denar, kam tisti denar, ki ga plačujejo prek davkov, se pravi, in mi smo tu zato, da jim to damo. Ne? In to je po moje pač smisel novinarstva. Ne? In posledično seveda to pomeni, da ste zelo nepriljubljeni pri nekaterih strukturah. Seveda, logično, to pride zraven. Vsak, bom rekel, vedno znova dobiš kakšno etiketo, kar je v bistvu v redu. Ker najhuje je, ko se v tebi nič ne govori, ne? Tem veš, da si polno irelevantni, te nihče ne bere. Ne? Ja. Tako da, če pa nekako se držim načela, da če v življenju veš, kam greš, se pač ne, ko hodiš po cesti, ne oziraš na vsakega psa, ki laje na te. Ja, logično, se druga si delal zmeša, ne? Ja. Torej, ni nekega življenja in ničesar. V bistvu, necenzurirano.si v letu 2024 27 milijonov obiskov oziroma klikov ste imeli, to je... Tako je, to je rekordno leto, smo v 5. letu obstoja in res, glede na to, da smo zdaj v ekipi praktično 2, je to zelo lep dosežek in še enkrat hvala vsem, ki nas berete. Mi bomo taki, kot smo, še naprej se trudili za vas, bralke in bralci. Ja, z razlogom, ne, toliko klikov. Zdaj se to ni, ker zdaj ne objavljaš golih fotografij, tako da to ni OnlyFans profil, tako da mora biti vsebina. Mislim, da jaz s svojim OnlyFans profilom ne bi mogel živeti, no. Ja, pusti ti to, veš, da marsikaj, pa marsikdo gre tja OnlyFans je globalno. To je face zgodba tudi zdaj, ne, ko bodo obdavčili, pa so se samo 3 prijavili oziroma prijavili svoje prihodke. Fino, ne? Ja, to je pač neke vrste podjetništvo, ne? Ja. Tako marsikaj v Sloveniji. Zdaj, zelo aktiven, preden seveda gremo na to, česa se lahko pod narekovaj veselimo ali pa zares veselimo v 2025 v Sloveniji, zelo aktiven si bil tudi pri raziskovanju primera Teš, ne? To je nastala je tudi knjiga, ki je, se mi zdi, da to bi moral vsak prebrati, se meni zdi, ne? Vsak odrasel Slovenec, da vidiš v bistvu, kaj? Ja, zadeva je dokaj žalostna, ne? Ker v bistvu vidiš, kaj lahko gre skozi v tej državi, v kateri pač mislimo, da seveda veljajo neka pravila, ki se jih držimo, otroke vzgajamo v neki veri, v nekih vrednotah in potem dejansko lahko vidimo, da skoraj 1,5 milijarde nekako gre skozi. Zdaj so sicer neka sojenja, to je zdaj leta 2025 smo, to je 15 let, skoraj 20 let po začetku projekta. Logično, da tudi spomin peša in seveda nekako žal snavki te zgodbe niso bili naučeni v državi, še vedno se lahko takšna stvar ponovi, ker enostavno mislim, da naše institucije tega knedla niso bile sposobne preživeti, enostavno je bil prevelik za to in to je nek žalosten dokaz, da ko se nek lobby odloči neko stvar sforsirati v Sloveniji, je
to mogoče narediti, ne glede na politično opcijo, ki je v bistvu bila takrat na oblasti. Ne. Se pravi, to je bil nek tak pakt med levimi in desnimi, da je stvar šla skozi. Ne. In žal mi je samo, da so v bistvu za talce vzeli ljudje iz Šaleške doline, ki v bistvu za to zgrešen način vodenja naložbe še danes plačujejo precej visoko ceno. Ja, absolutno in nonsens na splošno, pa ne samo v Sloveniji, ampak tudi globalno so seveda te delitve, levi, desni, sredinski, levo, sredinski, desno, sredinski, levo pa malo desni, pa desni, pa čist malo levi, pa eni, ko so malo bolj fest, pa naravnost, najbolj, ti so sploh, ki se še vedno bojujejo v pohorskih gozdovih v letu 2025, halo, kjer smo brez neke zaresne ideje biti tu za ljudi, izpolnjevati svojo osnovno funkcijo, zakaj si tam in v bistvu, ne vem, kaj to absolutno pokvari taka funkcija oziroma to delo ali zakaj se to dogaja? Sej, to, da se delimo je v redu, ker to smo hoteli, ne? Ker nismo hoteli živeti v družbi, kjer moramo vsi mislimo enaki. Ne? In to, da mislimo enaki je super in v bistvu smo lahko veseli, da lahko mislimo različno, ker je veliko držav na svetu, ker tega ne smejo početi. Ne? Zadnjič sem bral podatek, da 8% prebivalcev sveta živi v demokratičnih državah, samo v bistvu v teh pravih nekih demokracijah. Ampak drugo pa je, no, ko gre za neke, ne bom rekel ideološke stvari, no, ampak za neke krigerije, ki so mogoče ljudem na površju vidne, če vsak dan gledate dnevnik, vidite, da se v bistvu neki prepirajo v nekih stvareh, ki mogoče izgledajo v nekem trenutku relevantno, pa naslednji dan že pozajemo. Hkrati smo pa videli na primeru Tež, da je sposobno, da v ozadju teh prepirov akterji lepo sodelujejo, si dajo roke in potem v bistvu neko stvar, v kateri so vezani ogromno finančni vložki, speljejo čez. Ja, to sploh, ne, ta šov za javnost in pa potem pravi biznis, ki se zgodi v ozadju. Tega pravega biznisa je v Sloveniji zelo veliko in mediji o njem praktično ne pišejo. Pa bi se lahko neke take situacije ponavljale na aktualnih infrastrukturnih projektih, recimo gradnja drugega tira ali pa recimo to, kar se pogovarjamo zdaj, da bi se naj gradil drugi blok nuklearke? Zdaj, seveda, zdaj imamo pa mogoče že nasproten problem, da vsakič, ko se nekaj dogaja, velike investicije, rečemo, ne gremo, ker se bo ponovila. Se pravi, ne grem več iz stanovanja, zato ker sem zadnjič ven in sem fasal gripo. Ne? Neka srednja pot je tukaj važna, se pravi, konstanten nadzor nekih projektov, predvsem pa zavedanje, da imajo pač ljudje, ki imajo lepljive prste, tisti ljudje morajo imeti zavedanje, da se mi lahko tudi kaj zgodi. Ne? Mislim, da se to zavedanje v zadnjih recimo 10 letih v Sloveniji precej izgubilo, ne? Da so pač postajajo akterji, ki verjamejo, da si lahko dovolijo vse. Ne? Primož Cirman, danes gost v tem studiu, še veliko zanimivih tem bomo odprli, nadaljujemo takoj po The Rembrandts. Smo gosti v tem studiu, danes jutraj je Primož Cirman, odgovorni urednik portala necenzurirano.si. Primož, dobro jutro še enkrat. Torej, v letu 2025, kaj nam poveduje? Zdaj ti zelo dobro poznaš vse aktualne zgodbe, poznaš tudi druge zorne kote, poznaš širše aspekte. Česa se lahko veselimo in pa pod narekovaj veselimo v naši Sloveniji v 2025? Razen zmage na Tour de France. No ja, okej, ja. To leto bo dokaj prelomno, po moje. Mogoče ne toliko doma v Sloveniji, kot v tujini, ker vidimo potem, da pač so se začele meje držav premikati. Če imaš ameriškega predsednika, ki reče, trajnici data, oziroma bomo Grenlandijo, potem veš, da je svetom nekaj drugače. Ne? In vidimo tudi zdaj to vlado v Avstriji, ki se sestavlja in drugje, in vidimo, da pač Evropa prihaja nek čas, ko se bo res morala mogoče malo vzeti v roke in priti iz tega uradniškega vodenja v neko zavedanje, da je mogoče na svetu res bolj manj sama, ne? Da nekih prijateljev nima in na tem bo morala delati. Ne? Se pravi, pač tudi razvojno začela malo zaostajati za Kitajsko in ZDA, recimo tudi po digitalizaciji, skratka po teh stvareh. In zdaj, če to seštejemo s tem, da imamo hkrati staranje prebivalstva Evrope in tem, da v bistvu Evropa je celina, kjer se najlepše živi še vedno. Ne? Imate zastojno zdravstveno zavarovanje, imate v bistvu brezplačno zdravstvo, praktično imate brezplačno šolstvo, kjer v drugih celinah tega ni. Kar seveda stane, je
vprašanje, kaj se bo z tega razpletlo. No? Ampak mislim, da bo to še bolj pomembna vloga v bistvu teh tradicionalnih medijev, ki jih mnogi sovražijo, no? Vendar alternativa tukaj je poplava nekih informacij, ki so lahko v precejšnji meri tudi lažne ali potaknjene na družbenih omrežjih. Ja, sploh ta družbena omrežja so težava, ker tu ni urednika, nihče tega ne kurira, in nihče za to zares ne odgovarja. Ja, to je v bistvu šank, ki je zdaj prenesen v digitalno okolje, vsak ima glas, kar je seveda v redu. Problem je druga smer, s čim v bistvu hranimo te ljudi, s kakšnimi informacijami. Prej si imel nekaj ljudi, ki so bili kazensko odgovorni, da so bile te informacije točne, zdaj ni ničesar več. Ne? Točno to. In sploh s temi digitalnimi rodiki, ki lahko prirejajo videoposnetke, gre to v neke sfere, na katere mogoče človeški možgani niso pripravljeni. Ne? Ja, absolutno. Ne? Sploh ta eksponentni razvoj tehnologije in vse, kar je to za sabo potegnilo. Hkrati imamo pa naslednjo težavo. Ne? Mi smo nekoč sanjali, da bomo imeli robote in umetno inteligenco zato, da nam v bistvu ne bo treba delati, ampak bomo lahko razmišljali, upravljali intelektualna dela in tako dalje. Zdaj se pa dogaja obratno. V bistvu umetna inteligenca nam jemlje intelektualna dela, jemlje dela pravnikom, lektorjem, tudi ekonomistom, vsem, bom rekel, načitanim poklicem, tako da človeku ostaja samo še fizično delo. Tu gremo mogoče malo na robe smer, ampak to je zdaj nekako na globalni ravni. Vse to se seveda ne bo dogajalo letos, ampak letos se mi zdi, da bo nek začetek nekega obdobja, ki bo drugačno, kot je bilo prej. Skratka, konec je pravljice, čeprav ta konec je že nekaj časa ne vleče. Mogoče pa gledano za nazaj je bila pravljica. Ja, ker pač tako deluje. V Sloveniji bomo pa priča nekim pripravam in potem že začetku volilne kampanje. V smislu vidimo, da zdaj v bistvu vse malo nekaj taktizira se. Mislim, da v prvi polovici leta bo dogajanje predvsem izrazito znotraj političnih polov. Se pravi, na desni strani bo dejansko pač SDS in Janša bosta s temi shodi na sodiščih in teh stvarih poskusila mobilizirati čim večje število ljudi, prikazati volitve kot spet nov usodni spopad za prihodnost Slovenije. Če greste v Slovenijo, vidite plakate, čez mejo v zadnjem času, vrnite nam Slovenijo, kot je bila v času plebiscita leta 90. Sicer ne vem, kako s tem nagovarjaš mlado generacijo, ampak očitno volilno telo SDS to rado sliši in seveda bo na ta način tudi poskušal Anžeta Logarja nekako zamejiti na odstotek, ki bo enomesten. Čeprav seveda na drugi strani pa SDS oziroma Janša Logarja rabita za sestavo vlade. Se pravi, tu bo neko ravnotežje iskano. Kaj se obeta recimo ta trenutek vodilni opciji, torej Svobodi, ki je tu NSI, kaj je z SD-jem? NSI je zelo odvisna od vzpona Anžeta Logarja, se pravi, ker mu bo... Tam se bodo delili volivci. Ja, ker Logar bo vzel NSI-ju ta nek del volivcev, ki ni tako katoliško podarjen, ampak bolj teh podjetnikov, teh ljudi, ki imajo radi nizke davke in vitko državo. Na to Logar štarta in NSI-ju potem ostane to neko trdo katoliško jedro, pri čemer je vprašanje, ali je to zadošča za parlamentarni prag. Ampak to je zelo nepredvidljivo še. To se lahko še ogromno stvari spremeni. No? Ampak na desnici bo znamenje v bistvu Janša probal sam pobrati čim več, torej posrkati glasove vsem. Na levi je pa zadeva naslednja, po mojem, se pravi, Gibanje Svoboda nekako prihaja, še vedno ima pole position na levi sredini, ker nekako nova stranka ni nastala in tudi nekako se ne nakazuje, da bi lahko vstopal v kampanjo recimo s precej višjimi procenti, kot je recimo stranka Mira Cerarja takrat. Ali pa recimo, ne vem, še vedno Pozitivna Slovenija ali kdorkoli, te predhodne glavne levo-liberalne stranke. Ključne fronte za Goloba in Svobodo so pa seveda v naslednjih mesecih prvo zdravstvena reforma, kjer bo v bistvu vidno, kako bo uspela ta razmejitev javnega in zasebnega, ki je v bistvu unikum v Sloveniji oziroma v Evropi. Takšne delitve, kjer lahko lepo jemlješ iz javnega, zato da delaš na zasebnem, v drugih državah ni. Karkoli vam razlagajo. In treba je pač priznati, da ta vlada je prva, ki se je tega dejansko lotila, neuspešno, ampak dejansko je izpeljala zakonodajo do konca. Spet vprašanje, kako bo to v praksi izgledalo. To v bistvu nihče ne ve. Tukaj je nekih interesov, zagotovo je seveda ogromno ljudem interesov, da ta del reforme ne uspe.
Na drugi strani bodo pač ljudje v bistvu verjetno v nekaterih programih zdravstvenih lahko pride do nekih težav, ampak spravim, bomo videli. Ne? Po moji oceni bi morala biti ta reforma dokončana že prej, da se s takšno reformo v bistvu ni treba čakati do zadnjega leta mandata, ampak res pa je, da je tukaj Robert Golob 1 leto izgubil z prejšnjim ministrom Danijelom Bešičem Loredanom, ne? Ki se je izkazal za eksponenta tega lobija vplivnih zasebnih zdravnikov. Druga zadeva so pa potem seveda davek na nepremičnine, potem imate še tale medijska zakonodaja, bo predvsem zato, ker se tiče medijev, bo dosti odmevna, ne? Ja. Skratka, neke take stvari. Pokojninsko reformo želijo pokojninsko reformo pa moramo sprejeti zaradi nacionalnega načrta za okrevanje, ne? Tako in do pomladi naj bi jo dogovorili. Ampak mislim, da ta ne bo tako, če ne bo ta podaljšala delavnika, bo v bistvu bolj manj mirno šlo skozi. Se pravi, če boste vi delali še vedno do 20. leta, potem ljudi to ne bo motilo, ne? Ker v drugih državah pa vidimo, če to leto podaljšaš za 2, recimo iz Francije so podaljšali iz 63 na 65, potem ti grejo pa ljudje pač na cesto, in imaš revolt. Ampak glavna stvar mislim, da bojo v tem letu, se pravi politični smislu zdravstvo in pa položnice. Aha. To, da ne bo v kampanji prevladala nobena neka, bom rekel, takšna ideološka tema, splavi, istospolni ali ne vem, kje je kdo bil leta 91 ali 45, mislim, da tega ne bo. Zdaj se v bistvu Slovenci smo že v fazi, ko se delimo na navijače Rogliča in navijače Pogačarja, ne? In zdaj nas najbolj zanima, kako živimo, ne? Se pravi, zakaj moram zdaj za omrežnino plačevati 3-krat več kot prej? Zakaj ne znam izračunati? To zdaj zanima recimo ljudi, ne? In lahko pridem do zdravnika. Da bomo na to kmalu dobili odgovore in da se bo to rešilo, čeprav to z temi zdravstvenimi reformami to spremljamo že desetletja, pa se enostavno ne zgodi, no. Videli, tak zares. Seveda se ne more, zato ker enostavno je zdravstveni sistem vladuje zdravniki in če se v nekem programu, kjer nekih zdravnikov ni veliko, ne odločijo za nek model, v bistvu težko to preprečiš, ne. Zdaj dejstvo je tudi, da kot si sam malo omenil, tako vmes, da bodo pomembni tradicionalni mediji, novinarstvo v 2025, vemo, da je ta poklic pod precejšnjimi pritiski, na eni strani od teh tehnoloških in na drugi strani tudi upadanje nekega zanimanja. Ne? Ja, že 20 let živimo v krizah. Vse zato, ja. 20 let živimo. Jaz v bistvu... Kakšni kondiciji je novinarstvo v Sloveniji? Kot zelo, ne bom rekel zelo slabi, ampak glede na to, v bistvu, koliko se vlaga v poklic, so v bistvu še ne tako slabi. Aha, okej. Je pa dejansko to, Slovenija je mala država in mediji so dejansko panoga, za katero država v zadnjih 10-15 letih ni naredila ničesar. Nič, ja. To je dejstvo. Naša panoga ni bila deležna nobenih pomoči pri recimo med epidemijo, ne, čeprav je bila tudi ena od žrtev epidemije. Subvencije, ki gredo letno za vse medije v Sloveniji, so manjše od subvencije, ki dobi eno podjetje za gradnjo nekega skladišča, od za gospodarstvo recimo. Govarjamo se, mislim, da 3-4 milijonih letno za vse medije v državi. Ja. In jasno je, da brez neke oblike državnih pomoči, nekih subvencij, mediji ne bodo preživeli. Enostavno zato, ker smo z ljudje navadili, sploh ljudje naše srednje generacije, mlajši pa sploh, da radi vse dobivajo zastonj. Pravi, ko je internet prišel v naše življenje pred 20-15 leti, smo imeli zastonj glasbo, zastonj filme, in mi smo dejansko bili vzgajani v kulturi, da neto ne bomo nič plačevali. Moramo pač vedeti, če želiš imeti nekaj, moraš to plačati, zato ker da nekdo ustvari neko vsebino, mora biti nekdo v službi, mora nekdo delati, mora nekdo opisati. To pač ni zastonj. Ampak vseeno so še tako vsebine kot portali, kot ne nazadnje časopisi, radi in tako naprej, kjer pa se še vseeno ustraja necenzurirano.si, zagotovo eden od njih, kot smo rekli, 27 milijonov v letu 2024, zato še enkrat iskrene čestitke, potrditev dobrega dela je, ker na koncu, ko potegneš črto, smešen si, koliko se ti smejijo, dober si, koliko ti ploskajo, zanimiv si, koliko te berejo. Hvala, ampak
skušamo vsak dan dati bralcem nekaj, kar drugje ni. Se pravi, mi ne moramo ponavljati vsebine za drugimi, mi ne moramo, kar ste prebrali na 10-15 portalih ali pa v medijih, mi moramo dati nekaj drugega. Vsak jutro, ko to vidiš, rečeš, wow, evo, tega nisem vedel. Evo, super, in zato takrat gremo tudi na necenzurirano.si. Primož, hvala za tvoj obisk v tem studiu, lahko bi debatirali še do 12, po vprašanje, kako bi tudi ostali delali, ki poslušajo. Vse dobro, tudi drugemu zaposlenemu še prinesi. Polovici kolektiva. Ja, drugi polovici kolektiva. In vse dobro in super članke, ostre članke v letu 2025. Želim. Hvala vam za obilo, želim lep vikend poslušalcem in vam pa tudi čestitke, ne? Ker tudi vi ste v bistvu naredili nek svoj projekt na podoben način, kot smo ga mi, ne? In res vso priznanje. No? Hvala lepa. Vse pohvale. Hvala. Primož Cirman je bil to, necenzurirano.si.